Tako, dobrodošli vsi, ki ste se udeležili te slovesnosti kljub slabemu vremenu, pa vseeno prav je, da se spominjamo naših prednikov, sploh vseh tistih, ki so nam zapustili bogato dediščino, kakor Valentin Stanič. Rodil se je pred 250 leti, 12. februarja 1774 pri Cerovškovih v Bodrežu. Potem je odraščal, otroštvo preživel v Bodrežu in ker je pokazal veliko talentov, veliko darov, so se odločili oče in pa tudi domači župnik, da mu omogočijo nadaljevanje študija. Kot je oče tudi nekje rekel, če ne bo duhovnik, bo pa dober kmet, izobražen kmet. In tako je potem šel najprej v šolo v Trbiž. To so bile tako imenovane trivialke, kjer je dobil tisto osnovno znanje. Potem je šel v Celovec, v višjo gimnazijo in potem se je nekje odprla lepa priložnost, da je šel v Solnograd, oziroma danes rečemo Salzburg, kjer se je potem izobraževal za duhovnika. Duhovnik je postal 1802 in je potem konec februarja tudi pel novo mašo tukaj v Kanalu. Potem je nekaj časa še ostal na Salzburškem, potem se je pa vrnil na svojo Goriško, je šel najprej na Banjšice, potem je bil nekaj let v Ročinju in potem ga je nadškof Valant ga je poklical v Gorico kot kanonika. Bil je kanonik scholastik in pa na šolah je bil tudi tisti nadzornik, kako je potekal pouk po šolah. Poleg duhovniške službe, kot sem že omenil, je imel veliko darov, pa tudi veliko veselja. Gotovo, kar najprej vemo, veselje do gora. Je bil prvopristopnik na Vacman, ko je tudi tam izmeril višino. Potem veliki Klek, Grossglockner, ampak tam ni bil prav prvopristopnik, so ga eni prehiteli. No in pa gotovo tudi, ko je izmeril višino Triglava, da je že s tem, tudi ko je te stvari popisoval, tudi ta svoja pota, da je že s tem zapustil eno veliko dediščino in pa tudi to, kar je značilno za nas Slovence, ker imamo radi gore, gorništvo, tako. Kot sem rekel, je pa imel tudi mnogo drugih darov, predvsem se je posvetil poučevanju mladih, predvsem takim, ki so bili potisnjeni nekje na obrobje. Je tudi ustanovil kar nekaj, bi rekli danes, skladov, ki so omogočili študija mnogim mladim v tistem času. No, ena taka večjih stvari je, da je ustanovil gluhonemnico, to se pravi ustanovo, v kateri se je posvečal delu z gluhimi in nemimi in naglušnimi. In je to res eno veliko pionirsko delo prav tukaj na Goriškem. Načrtoval je tudi eno podobno ustanovo za slepe in slabovidne, ampak to potem ni utegnil izpeljati. No, ustanovil je tudi prvo društvo na Goriškem, prvo društvo proti mučenju živali, ko je tudi kmete vzgajal, kako naj skrbijo za živino in druge živali, da bo lepo poskrbljeno za njih. In pa gotovo, da je tudi skrbel recimo že v Ročinju, pa tudi potem v Gorici, ko so bile črne koze, da je poskrbel, da so bili otroci cepljeni, to se pravi, je bilo manj umrljivosti zaradi teh bolezni. To je samo nekaj drobcev iz njegovega življenja in zato je prav, da se ga spominjamo tudi kot duhovnika, ko je res opravil veliko delo
med ljudmi, rad je bil med ljudmi tam, kjer je bil in so ga tudi ljudje imeli zelo radi. Tako da danes nekje vstopamo v to leto Valentina Staniča, prav na njegov rojstni dan. Gotovo bodo še druge pobude, tudi raznih drugih društev. Računamo tudi, da se bodo v vročinju oglasili na Banjšcah in gotovo smo nekaj v povezavi tudi že z Gorico, tako da čez celo leto se bo odvilo kar nekaj dogodkov, da bomo nekje, ker to je sčasoma malo zaspalo, da bi res bolje poznali Valentina Staniča in njegovo delo tukaj na Goriškem. Bomo tudi pripravili neko brošuro, pa tudi neke vrste kviz znotraj cerkve za naše strežnike oziroma veroučence, pa bi to potem ponudili tudi po šolah, tako da tudi mladi se že vzgajajo v tej smeri. Tako, malo da čutimo duh Valentina Staniča, sedaj naprošam Primoža, da prebere njegovo večerno pesem, ki je napisana pač v duhu tistega časa, v jeziku tistega časa, ampak je pa tudi eno zelo lepo sporočilo. Večerna pesem. En dan že zopet k koncu gre. Ali ni naš zadnji bil, kdo ve? Bog, mi zahvalimo te za vse, kar tvoja roka dala je. Da si pred hudim varval nas, da bil si z nami vsaki čas, da delo je po sreči šlo, potrebni živež imeli smo. Ovarni, lepo prosimo te, pred hudim tudi naše polje. Vse, kar ljub oče si nam dal, vse, ljubi Bog, nam boš varval. Veseli gremo na pokoj, ti, oče, nam na strani stoj, kar hudga bi bili strili mi, naj milost tvoja odpusti. Za danes končano delo je, požegnaj tvoja roka vse, vse tebi zročeno naj bo, ovari vse s tvojo roko. Ovar pred grehom nas to noč, pred hudim var nas tvoja moč, pred ognjam hrame vari nam, tudi našo žvino pred zlegam. Vse naše trude, ki imeli smo, mi tebi v časti oframo. Bog, sliši naše prošnje glas, pred naglo smrtjo vari nas. Popotne, bolne vari vse, tudi te, k na morju strah trpe. Vse, oče, tebi se zroči in v tvojem varstvu mirno spi. Tako hvaležni za to lepo, bogato dediščino Valentina Staniča, sedaj opravimo še molitev. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Molimo, Bog naš Oče, začetnik vsega dobrega, kar smo in kar imamo, prihaja od Tebe. Bodi z nami, ko smo hvaležni za Valentina Staniča, ki nam je zapustil res bogato dediščino. Prosimo Te, naj nam vse te stvari pomagajo, da bomo videli Tvoja velika dela in Te bomo iz vsega srca in z vso močjo ljubili po Kristusu našem Gospodu. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vse vekomaj. Amen. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
slavimo Gospoda. Tako, hvala, da ste prišli. Sedaj ob 6. bo pa še spominska sveta maša, kdor pač želi.